Obrambno načrtovanje in načrtovanje ukrepov ter nalog civilne obrambe, ki jih nosilci obrambnega načrtovanja vključujejo v svoje načrte, imajo v Republiki Sloveniji dolgo tradicijo. Naloge na tem področju nosilci izvajajo že desetletja, vse od osamosvojitve jih nadgrajujejo in prilagajajo spremenjenim varnostnim okoliščinam, razvoju tehnologije ter zahtevam in pričakovanjem mednarodnih integracij, katerih del je naša država. V tem pogledu smo vzor marsikateri evropski državi, ki se z izzivi obrambnega načrtovanja in civilne obrambe sooča šele v zadnjih letih. Spremembe v svetu pa so prinesle tudi številne izzive, tveganja in grožnje, na katere se moramo dobro pripraviti, se jim zoperstaviti in se nanje odzvati, torej biti odporni pred njimi. Odpornost pred tovrstnimi izzivi in grožnjami nam bo omogočila uresničevanje svojega poslanstva, vloge v družbi in nalog, ki nam jih določa država. Med njimi tudi vseh nalog, ki so usmerjene v podporo Slovenski vojski, ohranjanje neprekinjenega delovanja oblasti ter gospodarskih in drugih pomembnih dejavnosti ter preskrbo in preživetje prebivalstva. Civilna obramba in odpornost države, družbe ter posameznikov torej hodita z roko v roki, saj se lahko le odporna družba in država, ki temeljita na odpornih posameznikih, prilagajata in tudi v spremenjenih razmerah učinkovito zagotavljata izvajanje civilne obrambe. Na okrogli mizi na temo odpornost kot ključ pri uresničevanju ciljev civilne obrambe, ki je pred nami, nam bodo gostje gospod Tomaž Primožič z Ministrstva za kmetijstvo, gospodarstvo in prehrano, gospod Janko Šavnik iz družbe Petrol d.d., docent dr. Marko Juk iz Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana in gospod Matjaž Pavlin iz Ministrstva za obrambe, generalni direktor Direktorata za obrambne zadeve. Govorili in predstavili nam bodo tematiko druge okrogle mize. Prosim, izvolite. Spoštovani gostje, spoštovani gospe, gospodje, lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu na okrogli mizi Odpornost kot ključ za uresničevanje ciljev civilne obrambe. Obrambni sistem Republike Slovenije tvorita tako vojaška kot civilna obramba in kot smo danes že večkrat slišali, zagotavljanje obrambe, vojaške obrambe ne bi bilo mogoče, vsaj ne v dolgotrajnem, dolgoročnem smislu, brez civilnega okolja, civilnih subjektov, torej tudi Slovenska vojska ne bi dolgoročno morala delovati brez sodelovanja drugih nosilcev obrambnega načrtovanja, tako civilne zaščite vseh ministrstev, vladnih služb, Banke Slovenije in gospodarskih družb, zavodov, organizacij posebnega pomena za obrambo. Za izvajanje civilne obrambe pa je ključna odpornost in sicer na vseh področjih, na vseh ravneh delovanja, tako na ravni države, družbe, posameznikov, lokalnih skupnosti. Odporni morajo biti tudi nosilci obrambnega načrtovanja, če želimo, da bomo lahko uresničevali cilje civilne obrambe. Veriga je namreč tako močna, kot je njen najšibkejši člen, zato se moramo na različne izzive dobro pripraviti, v prvi vrsti jih tudi prepoznati, se jim znati zoperstaviti, se odzvati, ko do njih pride in tudi okrevati po njih. Na kakšen način se subjekti z področja kmetijstva, zdravstva, energetike in obrambe pripravljajo na tovrstne razmere, kako prispevajo k uresničevanju ciljev civilne obrambe in kako krepijo svojo lastno odpornost, bomo lahko slišali na današnji okrogli mizi. V naši sredi zato lepo pozdravljam cenjene goste. Kot ste mogoče opazili, po programu je prišlo do rahle spremembe, saj bo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na današnjem dogodku namesto generalne direktorice Direktorata za prehrano zastopal gospod Tomaž Primožič, ki je zaposlen v Direktoratu za kmetijstvo v sektorju za urejanje kmetijskega prostora in zemljiške operacije, ki je na ministrstvo pristojno za prostorsko načrtovanje. Gospod Primožič je strokovnjak za področje zemljiških operacij, kot je recimo namakanje, in se ukvarja tudi z varstvom kmetijskih zemljišč. Na današnjem dogodku nam bo predstavil predvsem pomen odpornosti kmetijskih zemljišč oziroma kmetijskih površin za zagotavljanje prehranske odpornosti oziroma odpornosti preskrbe s hrano.
Naj kratko predstavim še naše druge goste. Gospod Janko Šavnik je direktor sektorja Korporativna varnost in nadzor poslovanja v družbi Petrol d.d. Je strokovnjak na področju informacijske varnosti, tudi z izkušnjami iz bančništva, varstva osebnih podatkov, neprekinjenega poslovanja, vključno s kriznim upravljanjem, deluje pa tudi na področju računalniške forenzike in kot sodni izvedenec na področju informacijske varnosti. Docent dr. Marko Jug je generalni direktor Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. V naši največji bolnišnici je kot specialist splošne travmatologije in subspecialist za poškodbe hrbtenice in hrbtenjače predhodno vodil oddelek za kirurgijo hrbtenice in intenzivno enoto na travmatološkem oddelku. Je mednarodno priznani strokovnjak na področju diagnosticiranja in operativnega ter konzervativnega zdravljenja poškodb hrbtenice in hrbtenjače, avtor številnih znanstvenih člankov, tudi docent na medicinski fakulteti in hkrati prejemnik priznanja za najboljši znanstveni prispevek v kirurgiji hrbtenice v Evropi. Zadnji gost, gospod Boštjan Pavlin, je generalni direktor Direktorata za obrambne zadeve v Ministrstvu za obrambo. Svojo poklicno pot je začel v Slovenski vojski, kjer je do leta 2019 opravljal različne poveljniške dolžnosti, tudi na mednarodnih operacijah in misijah. Delo generalnega direktorja Direktorata za obrambne zadeve je predhodno že opravljal tudi v letih 2019 in 2020. Svojo poklicno pot pa nadaljeval v vodstvu službe za informatiko in komunikacije v Ministrstvu za obrambo, kjer je bil zadolžen za kibernetsko varnost. Je strokovnjak na področju obrambe, tako vojaške kot civilne, in kriznega upravljanja in vodenja, ter vodja številnih medresorskih delovnih skupin, med katerimi lahko izpostavimo tudi eno izmed ključnih teles kriznega upravljanja in vodenja na strateški ravni, to je medresorske analitične skupine. Cenjeni gostje, hvala lepa, da ste se odzvali našemu vabilu in boste danes z nami spregovorili o tem, kako vaši organi oziroma organizacije prispevajo k uresničevanju ciljev civilne obrambe in krepijo odpornost. Dovolite mi, gospod Primožič, da vam zastavim prvo vprašanje. Torej, kot sem že nakazala na začetku, na kakšen način vaše ministrstvo prispeva k uresničevanju vseh treh ciljev civilne obrambe, ki smo jih že večkrat izpostavili, podpori vojske, ohranjanju neprekinjenega delovanja oblasti in zagotavljanja preživetja in preskrbe prebivalstva. In tudi kateri od teh navedenih ciljev je za vas mogoče prioriteta, kako se na izvajanje teh ciljev pripravljate in ali te priprave preizkušate tudi na vajah ali celo v kakšni realni situaciji. Zdaj pa bo. Pozdravljeni, vsi sodelujoči na okrogli mizi in vsi tukaj zbrani. Najlepša hvala za povabilo. Na začetku bi rad poudaril eno drugo stvar, ki mogoče majčkeno izven tega osnovnega vprašanja, ampak se mi zdi zelo pomembno. Mi kot ministrstvo prvič sodelujemo na neki taki okrogli mizi in nas izredno veseli in smo hvaležni za to, da je bilo v tem dnevu civilne obrambe prepoznan pomen kmetijstva, kmetijskih zemljišč, zagotavljanja hrane za vse veje oblasti, za civilno prebivalstvo, za obrambne zadeve, kot eden izmed ključnih dejavnikov za to, da družba v kriznih razmerah vseeno lahko deluje v okviru takratnih možnosti. Tako da iz tega vidika najprej izredna zahvala in smo res počaščeni, da lahko na tem dogodku sodelujemo, kajti kot mi vidimo, pomen našega resorja je ravno to. Kmetijska zemljišča so tisti temelj, na podlagi katerega bomo lahko zagotavljali prehransko varnost za vse veje civilne in vojaške strukture in iz tega vidika se moramo zavedati tudi pomena varstva kmetijskih zemljišč in pomena varne hrane. Zato jaz mislim, da je ključno to, da se mi skupaj z našim vodstvom, ki res aktivno to podpira, zavemo svojih korenin, zavemo tega, da smo bili še 2 generacije, 3 generacije nazaj praktično pretežni del Slovencev odvisen od svoje lastne proizvodnje in kaj to pomeni danes,
kot smo zelo dobro videli v poplavnih dogodkih, kot smo zelo dobro videli v času covida, kaj pomeni, ko se meje zaprejo. In ta pomen, da ti lahko doma pridelaš hrano zase, za svojo družino in mogoče še za koga zraven, kaj šele potem trdnost celotne verige od kmetijskih zemljišč, pridelave, predelave, skladiščenja, distribucije, vse to so, bom rekel, neki ti osnovni temelji, na podlagi katerega moramo mi kot resor delovati za to, da v kriznih časih, v časih, ko so meje zaprte, v časih, ko bomo imeli težave, mogoče tudi s kakšno hujšo obliko, kot je bilo zaprtje meje zaradi covida, to sploh na Ministrstvo za obrambo zelo dobro veste, kaj vse gre lahko narobe, pa mogoče še celo dobro, da mi tega ne vemo, kaj vse gre lahko narobe. Iz tega vidika je to zelo pomembno, da se zavedamo tega pomena in tudi, da se znamo pripraviti, to je pa naša odgovornost, ko ste nastavili vprašanje, kje se mi vidimo. Mi ni samo to, da bomo doma potem, ko bo kriza enkrat posejali seme, imeli pšenico in bomo imeli domač frišen kruhak vsak dan. To je lep del zgodbe. Od tu naprej, kaj je s semeni, kaj je s fitofarmacevtskimi sredstvi, kaj je z repnim materialom, kaj je z delovno silo, če gre pretežni del moške populacije v kakršnekoli obrambne zadeve. Vse to energetska odvisnost. Če bomo mi zaprli meje in ne bomo prišli do, ne vem, osnovnih pogonskih goriv za traktorje, vse take stvari moramo mi kot resor, seveda skupaj z Zavodom za blagovne rezerve, civilno zaščito in vsemi ostalimi deležniki v prostoru sodelovati, ampak v končni fazi smo mi resor, ki je odgovoren za pridelavo hrane, za to, da vse te funkcije pridelujejo in da bomo prek svojih pogodbenikov, prek svojih sistemov, vključenih v sistem civilne obrambe, znali zagotoviti hrano in delovanje normalne družbe tudi v kriznih časih. To je naš pomen in tukaj se mi tega zavedamo in ko ste vprašali, kako mi to izvajamo, eno so vaje, zagotovo so vaje. Ampak jaz mislim, da smo imeli zelo dobre vaje že zdaj eno dobro leto tega, ko so bile poplave, ko smo zagotavljali hrano za ljudi, ko smo zagotavljali krmo za živali. Ogromno je tudi tega. Mi večinoma vidimo to, v redu, ljudje so siti, otroci v šolah dobijo obroke, ampak to je zadeva, ki je v tem trenutku pomembna. Ampak na dolgi rok, če ne bomo preskrbeli zalog hrane za živali, zalog hrane za moko, zalog osnovnih surovin za to, da bomo drugo leto tudi imeli kaj posejati, da bomo imeli fitofarmacevtska, veterinarska sredstva za to, da bomo hranili nek stalež živali, stalež vedno razpoložljivega mesa, vedno razpoložljivih, ne vem, jajc, moke in vsega tega, to je naša odgovornost. In zdaj počasi se zavedamo tega, da ni vse samo infrastruktura, da niso vse samo ceste, da niso vse samo industrijske cone, ampak da moramo znati zavarovati tudi naš osnovni resurs in to so kvalitetna tla, na podlagi katerih bomo lahko zagotavljali hrano. To je tisti okvir, v katerem se mi gibamo, seveda vpeti v vse te sisteme, ki so. Hvala. Hvala lepa. Enako vprašanje tudi vam, gospod Šavnik, kako vaša družba Petrol d.d. prispeva k uresničevanju ciljev civilne obrambe, kako ste pripravljeni, ali to preizkušate tudi na kakšnih vajah? Lepa hvala. Najprej hvala za povabilo. Tudi jaz se v imenu cele družbe Petrol zahvaljujem za povabilo na tak pomemben dogodek in sem vesel, da sem tukaj z vami, da predstavim naše videnje, zdaj kaj bolj šumi, da predstavim naše videnje cele problematike. Izredno zanimiv uvod, lepa hvala. Mi je dal tudi meni misliti na določene stvari, na katere mogoče nisem prej pomislil, tako da bom nekaj vnesel domov tudi iz tega vidika. Drugače pa ja, Petrol kot gospodarska družba je mogoče malo drugače gleda na stvari. Se pravi, gospodarska družba praviloma dela za dobiček in ima že zato nekatere procese, ki bi jih lahko imenovali kot kritične tudi zaradi samega dobička. Seveda pa vemo, da tisti procesi, ki so kritični, ki so ključni za ustvarjanje dobička, so tisti, ki so najbolj pomembni tudi navzven, se pravi to, kar prodajamo. In iz tega vidika mi vemo, kateri procesi so tisti, ki so pomembni za gospodarstvo, ki so pomembni tako za vojsko, ki so pomembni tako za prebivalstvo, ki so pomembni v končni fazi za delovanje celotne države, vodstev in tako naprej. In v tem kontekstu se mi organiziramo oziroma pogovarjamo tako, da določeni procesi si sami veste, nekatere bencinske črpalke so odprte 24 ur na dan, pa niso zaradi tega, ker bi čakali na vojno, ampak zato, ker je že sicer potreba taka. Tako da nam je v tem kontekstu mogoče nekaj lažje. In tudi bencinske črpalke, ki so odprte 24 ur na dan, seveda rabijo podporo nekih zalednih storitev,
od transportne verige do skladiščne verige. Tudi veste, da Petrol pač ima svoje skladišča na večjih mestih po Sloveniji, ima svojo vstopno točko, kjer prihajajo goriva in ta vstopna točka dela 24 ur na dan. In mi se trudimo, da to seveda deluje ves čas. Rabimo za to določeno število ljudi, rabimo za to določeno število partnerjev, rabimo za to določena pravila nadzora, rabimo tudi varnostna pravila in v bistvu delujemo dejansko 24 ur na dan. Zato moramo imeti tudi seveda določene zunanje partnerje, ki so nas sposobni v tem duhu tudi podpirati. Zdaj pa, kako se to lahko prenaša na neprekinjeno poslovanje, bom rekel, mogoče, če se malo navežem na teorijo. Začel sem z nekim procesom. Upravljanje neprekinjenega poslovanja seveda je neka kar velika zadeva, ne. Vedno se izhaja iz možnih negativnih zunanjih nekih, lahko tudi notranjih dejavnikov ali tveganj, pa je to lahko potres, lahko je to požar, lahko je to poplava, epidemija, sabotaža, terorizem, no in na koncu pridemo lahko tudi do tega, kar ste mogoče vi tukaj bistveno večji strokovnjaki kot jaz sam, vojna. In za vse ostale scenarije, za nekatere stvari lahko testiramo precej realno, ali pa za veliko stvari lahko dokaj realno testiramo, za vojno, hvala Bogu, nam zdaj že koliko 30 let ni bilo treba testirati. Ampak lahko pa imamo tako tabletop vaje, ko vemo, da če pride do neke take situacije, mi vemo, če bi prišlo in se gremo potem neke igrice, ki so bolj ali manj lahko realne. Imamo seveda dnevne težave, ko se nekaj pokvari in potem seveda, če se pokvari malo bolj resno, se pravi, da grozi prekinitvi procesa. Če bi izhajali iz tega, da ko se nek proces preneha izvajati, naprimer prečrpavanje goriva iz točke A na točko B, takrat je lahko to incident. Ampak si rečemo, ok, mi bi radi, da ta proces poslovno gledano je spet aktiven v nekaj urah, potem to obvladujemo skozi redne postopke odprave incidenta. Če pa ta proces, ki je tako kritičen, v teh parih urah ni živ, potem bi lahko nastopi kriza. In vemo, če bi prišlo do vojne, da bi lahko bili cevovodi in še druga infrastruktura naša predvsem na udaru in je tudi problem biti v parih urah z novim cevovodom aktiven. Zato mi rabimo imeti nekje dobre odnose z našimi partnerji, imeti rezervne dele na ta pravih mestih shranjene, imeti podporne službe aktivne, ki so sposobne seveda v nekem času, ki je kakor toliko spremljiv, da tudi te kritične mehanske dele in tako naprej postavijo v delovanje. To vaditi je zelo težko, verjetno si sami predstavljate, da ne bomo šli za potrebe vaje nov cevovod graditi nekje drugje, ne? Ampak potem saj preigravamo skozi redne postopke vzdrževanja, kako bi pa to vsem čim hitreje naredili. Tako na kratko urisano. Hvala lepa. Kako pa Univerzitetni klinični center prispeva k uresničevanju ciljev civilne obrambe, kako se pripravljate, preizkušate to na vajah, docent dr. Jug? Ja, dober dan, hvala za vabilo. Zelo pomembno je, da se vsak seveda zaveda svoje odgovornosti, to je prvi korak povsod na vsakem sistemu. To, da je obrambni sistem prepleten z zdravstvenim sistemom, to je nekaj, kar je vsakemu jasno. Da zdravstvo potrebuje varnost in obratno obrambni sistem izvedno izpostavljen zdravstvenemu tveganju, to je tudi vsakemu jasno. Žal se verjetno družba, država obnaša tako kot vsak od nas, kot nek organizem. Zaveda se, da želi zdravje, ker zdravje je tisto, ki mu bo nudilo odpornost ali pa imunost, ste me tako lepo predstavlja, hvala kot zdravnika, malo mogoče preveč, ampak kakorkoli danes kot direktor bom rekel, želimo si imunosti, to dosežemo z zdravjem sistema. Ampak kdaj se zavemo, da to imunost potrebujemo? Takrat, ko zbolimo ali ko zboli najbližji. In zdravstveni sistem se tega ni zavedal. Obrambni sistem je ves čas opozarjal, da mora biti zdravstveni sistem sposoben nekako servisirati kapacitete, ki presegajo obične kapacitete trenutnih potreb. Zdravstveni sistem je pa šele s COVID-om ugotovil, da ima zelo hude omejitve. In šele zdaj ugotavljamo, da dejansko so resursi, ki jih imamo, komaj pokrivajo, če vidimo, da se čakalne vrste celo daljšajo, komaj pokrivajo trenutne potrebe, kaj šele povečane potrebe. Zato je to zdravje sistema ključ. To pravi, kaj lahko mi naredimo? Prvo je, da vzpostavimo zdravstven sistem, to govorim seveda o tako kadrovskem kot infrastrukturnem področju, kjer mogoče na kadrovskem se pokazal tudi COVID, da tam lahko sicer kompenziramo nekako znižanjem kakovosti, recimo nege, torej en človek, en zdravnik lahko poskrbi več ljudi, če je taka potreba.
Če pa ni fizične postelje, potem pa bolnika nimate kam dati. Torej, infrastruktura je predpogoj in prav v analizi naših, bi rekel, odpornostnih zmogljivosti, v pripravi obrambnega načrta, ki je žal v zadnjih 15 letih nekako zaspal, verjetno zaradi tega občutka, da se nam ne more nič zgoditi, da noben tu v bližini ni bolan, zdaj pa pač je pokazalo, da dejansko potrebujemo neke redundančne sposobnosti, ki bi v primeru nekih večjih nesreč, predvsem pa prizadetosti kliničnega centra samega, lahko omogočala vsaj manj moteno oskrbo najhujših prizadetih in predvsem same vojske. Tako da smo pristopili zelo resno pred 2 leti z novim vodstvom k izdelavi novega obrambnega načrta, upoštevali vse priporočila in ta je pokazal nekaj priložnosti, da smo potem skupaj z obrambnim ministrstvom, in zato se zahvaljujem za to izkazano pripravljenost, poiskali zdaj že neke znane rešitve, kako bi tudi infrastrukturno lahko podkrepili odpornost. Seveda je pa na nas, da zagotavljamo kadrovski potencial. Mi že zdaj trenutno 65 naših zaposlenih je del rezervne sestave vojske, veliko je zdravnikov, glavni kirurg prihaja iz UKC Ljubljana in UKC Ljubljana in UKC Maribor sta tisti 2 ustanovi, ki imata res neko posebno mesto v našem sistemu in mislimo, da je treba to ne prepoznati samo na način, da se tema 2 zavodoma nalaga obveznosti, ampak je treba te odgovornosti tudi nekako omogočiti, da se jih izvršuje. Tako da bi rekel, to spoznanje še ni tako prešlo naprej, da ta 2 zavoda je potrebno vlagati dejansko, ker sta tista, ki nosita polovico celotnega zdravstvenega sistema. Seveda na vaše vprašanje ožje, če se dotaknem, mi izvajamo vaje, kakor jih pripravlja Republika Slovenija, izvajamo pa tudi svoje lastne izobraževanja in se vajami za masovne nesreče. Izobražujemo tekoče kader vsako leto, predvsem tiste strukture, ki so najbolj izpostavljene, anesteziološke, kirurške in tako naprej. Sodelujemo z Ministrstvom za obrambo tudi na nivoju izobraževanja njihovih kadrov, oziroma skupnih kadrov, saj mi smo ena država in skrbimo en za drugega. Tako da, predvsem pa to bi poudaril na koncu, da kar smo spoznali je to, da obrambni načrt ni črka na papirju, ampak da je to nek živ organizem, ki ga moramo iz dneva v dan spreminjati in se na to prilagajati. In to je pa spoznanje, ki je, mislim, da dozorelo v zadnjih letih in skupnimi močmi. Hvala. Zagotovo, ja. Hvala lepa. Gospod Pavlin, Ministrstvo za obrambo na področju civilne obrambe nastopa v nekoliko drugačni vlogi kot organi oziroma organizacije, ki jih predstavljajo ostali sogovorniki. Torej, kakšna pa je vloga Ministrstva za obrambo, kako prispevamo k uresničevanju ciljev civilne obrambe, kako krepimo lastno odpornost, kako je z izvajanjem vaj? Hvala lepa. Tako kot je začel gospod Vidrih, verjetno ne 2-3 ure bi lahko govoril o tem in odgovarjal na ta vprašanja. Vsekakor pa lahko za začetek izpostavim naslednje. Evropa in NATO v zadnjih nekaj letih, predvsem od napada Rusije v Ukrajino, govori o pomenu all government, all society approach. Zagotovo je danes prva okrogla miza in tisti, ki ste imeli možnost poslušati, torej prva okrogla miza zelo jasno povedala, kako je v letu 1991 Republika Slovenija to v praksi izvedla, kako je dejansko v tistem trenutku v državi funkcioniral celoten odpor, čemur bi danes mogoče rekli, torej totalna obramba, nekaj, kar so razvili, nekaj, kar so bolj podrobno razvili v severnem delu Evrope in zagotovo lahko rečemo, da smo to, kar oni imajo danes, mi imeli v leta 1991. Mogoče se je v času vstopa v Slovenijo v NATO
in v Evropsko unijo ta paradigma nekoliko razvodenela oziroma v upanju dolgoročnega časa miru se je marsikatera aktivnost prepustila, tako kot je prej rekel gospod dr. Jug. Pa smo v Ministrstvu za obrambo ali pa lahko bi rekel že v času covida in naprej zelo intenzivno začeli vzpostavljati spet ponoven sistem, ki je bil ves čas zapisan, pa mogoče manj operacionaliziran v vseh teh letih. Zelo pomembno je izpostaviti to, da je obrambno načrtovanje opredeljeno že od, torej, če gledamo vsaj od 28. septembra leta 90, in da je to ključ in da je to osnovna sistemska odgovornost in pristojnost Ministrstva za obrambo, in če bi govorili, kaj mi delamo, torej vse, kar izhaja iz obrambnega načrtovanja. Seveda, tukaj je treba reči, da poskušamo biti koordinator, kar je milo rečeno izjemno naporno. Namreč vsaka inštitucija v državi, vsak gospodarski subjekt in vseh teh skupaj, ki tvorijo obrambni načrt države, je 40, je seveda izjemno veliko. Vsaka ta inštitucija se ukvarja z svojimi problematikami in nekateri bolj in nekateri manj razumejo pomen nacionalno-varnostnega sistema in njihove vloge v njem. In včasih, tako kot je bilo prej rečeno, gospodarska družba seveda vsaka strmi k kapitalskim dobičkom in so neki dodatni ukrepi, ki bi jih izvajali za to, seveda dodatno finančno breme in dodatna aktivnost, ki jih je treba delati. Vsekakor to je torej ključna vloga Ministrstva za obrambo, da skozi izgrajevanje obrambnega načrta države, za katerega smo pristojni, torej za načrtovanje vseh teh aktivnosti, da tukaj naredimo vse, kar je v naši moči. Vsekakor ves čas poskušamo pa utemeljevati in tudi v praksi proizvajati konkretne produkte na vseh treh področjih civilne obrambe. Torej, za podporo Slovenske vojske kot prvo in ne v strukturi, kakršni jo imamo danes, ko govorimo po 10.000 pripadnikov Slovenske vojske, ampak v strukturi, ki bi dejansko branila državo, če bi do nje prišlo, torej v najslabšem scenariju, in ta bi bil po dokumentih, ta številka bi bila približno 35.000 ljudi, kar si lahko predstavljamo, da je to čisto preprosto, 35.000 krat 3 število obrokov na dan, da je to 100.000 samo za njih, da bi imeli mnogo ljudi v državi na delovni dolžnosti, da bi bila tukaj materialna dolžnost itd. Torej, gre za enormne številke podpore Slovenske vojske. Druga stvar je neprekinjeno delovanje oblasti, kar seveda vsi dokaj dobro razumemo in imamo dokaj dobro opredeljeno v obrambnih načrtih, pa kljub temu je še vedno tukaj premalo scenarijev, kaj pa se zgodi, če nekaj ne deluje. Tukaj moramo izpostaviti mogoče eno misel, da ko govorimo o neprekinjenosti delovanja oblasti, moramo zagotovo za primer izrednih razmer ali za primer vojnega stanja v vseh parametrih računati obdobje enega leta. In če se ozremo nazaj tudi v kompleksne krize, pa če pogledamo migrante, je bilo to res dolgo obdobje. Če pogledamo obdobje covida, je bilo še daljše kot eno leto. In vsaka vojna je zagotovo ima in delovanje praviloma in posledice več kot eno leto. Že naša vojna, ki je bila, bomo rekli, sorazmerno kratka, je bilo celotno obdobje priprav, pa do zaključka ali pa vsaj do odhoda zadnjega vojaka je bilo več kot eno leto vseh teh aktivnosti. Pa še marsikaj, še veliko več za nekoga, ki je bil še dlje časa v tej smeri pripravljen. Tako da mene zelo veseli, da na Ministrstvu za kmetijstvo razmišljajo o kmetijskih površinah, ki so ključ
in kjer moramo dejansko imeti zračunano in moramo ugotoviti, ali vse te površine zmorejo toliko proizvodov, ki jih rabimo, da se v zaključni fazi ne obračamo samo na Zavod za blagovne rezerve, ker tam pa dejansko ni toliko sredstev, ker tudi tam so sredstva, ki so načrtovana strani ministrstva spet po nekem drugačnem ključu. Mogoče še nekaj stvari, torej kaj na ministrstvu še delamo. Torej vsekakor poskušamo skupaj z vsemi ministrstvi in gospodarskimi družbami preučevati njihove prednostne naloge za neprekinjeno delovanje in za zagotovitev njihovih nalog, ki jih imajo v kriznem stanju oziroma v vojni. Mnogo aktivnosti poskušamo delati na področju kritične infrastrukture, torej ravno kar sprejemamo zakon oziroma implementiramo uredbo Evropske unije na področju kritične infrastrukture, ki je bila prejšnji teden sprejeta na vladi Republike Slovenije in bo, upam, da v naslednjem mesecu sprejeta v državnem zboru, ampak tudi spremembo tega zakona nismo naredili samo na način, da bi samo prevedali uredbo, ampak smo zraven v njega ugradili še segmente, ki so nam pomembni za odpornost države, ki so nam pomembni za delovanje vseh podsistemov in res poskušamo tem subjektom, kritičnim subjektom dajati res pomembno vlogo in to je tudi en od korakov. Seveda je tukaj potem naprej še naša odgovornost in seveda smo vključeni v primeru torej uveljavitve vseh dolžnosti, torej vojaške, materialne in delovne dolžnosti in pa seveda vseh aktivnostih, ki izhajajo iz materialno-zdravstvene oskrbe. Tako da aktivnosti na področju je zagotovo veliko, tisto, kar pa je naš cilj, da se vrnem prvemu stavku, predvsem želimo v državi izgrajevati torej zavedanje, da obramba ni odgovornost Ministrstva za obrambo, da je obramba pristojnost vseh deležnikov v državi, vseh ministrstv in vseh subjektov in da na Ministrstvu za obrambo predvsem sloni ena točka, torej tista prva, ki pa je v pristojnosti Slovenske vojske, torej to je pa vojaška obramba. In implementacija teh dveh sistemov mora biti tako sinhronizirana od največjega strateškega nivoja pa do najbolj operativne zadeve, do na koncu razrezanih kosov kruha na mizi, ki jih lahko ljudje, naj si ga bo to ali v izrednih razmerah, kot je COVID, ali pa v času vojne lahko tudi dobijo. Hvala. Hvala lepa. Večkrat se je danes že omenjalo neprekinjeno delovanje, zato me zanima, v okviru procesov dela in poslovanja si vsekakor tako ministrstva kot gospodarske družbe in zdravstveni zavodi prizadevajo k temu, k neprekinjenemu delovanju in zato verjetno prepoznavate tudi določena tveganja, ki bi lahko ogrozila vaše delovanje. Torej, kako na Ministrstvu za kmetijstvo spremljate, ocenjujete in se pripravljate na različna tveganja, kako jih zaznavate? Zdaj pa bo. Na to, kar je gospod Pavlin zdaj izpostavil in zato še enkrat poudarjam, kako res super ekipa je tukaj zbrana, ker imamo obrambo, zdravstvo, energijo, kmetijstvo. In če se navežem na to, kar je prej gospod dr. Jug povedal, v času vojne, napada, covida, česarkoli, bodo zdravstveni sistemi najbolj obremenjeni. In zdravstveni sistemi treba nahraniti. In takrat bo ogromno ljudi potrebovalo primarno pomoč tudi v obliki obrokov. Vojska. Vsi ostali sistemi to hrano potrebujemo. Ko smo se prej pogovarjali, povprečen državljan v času blagostanja potrebuje približno 0,45 hektarja za preživetje. To pomeni pri 2,1 milijona, da rabimo milijon hektarjev kmetijskih zemljišč za to, da nahranimo prebivalstva.
mi jih imamo slabe pol milijona. Če govorimo v primeru zaprtja meje, mi smo s pšenico, sadjem, zelenjavo, samoskrbni približno tretjino. Kaj pomeni trhlost teh pogodb, če se meje zaprejo? In obrnemo zadevo nazaj, kaj pomeni trhlost celotnega sistema in kaj mi potrebujemo za to, da bo sistem vzdržen in da bo sistem v času kakršnih koli kriz delal tako, da bo podporni sistem vsem ostalim dejavnikom. In zato je tako zelo pomembno, da se mi tega zavedamo vsakič, ko bomo prostorsko načrtovali karkoli. Obvoznico, industrijsko cono, Hofer, Lidl, KTS in kaj. V vsakem primeru 1 hektar trajno izgubljenega kmetijskega zemljišča pomeni prehranska nevarnost za 2,5 prebivalca. In če to seštevamo tekom desetletja, mi v povprečju izgubimo na leto 850 hektarjev kmetijskih zemljišč. V 10 letih je to 8000. In v 10 letih smo izgubili prehransko varnost za red velikosti Novega mesta. To so te številke, o katerih se moramo pogovarjati. In zakaj je ta podporni sistem, ki ga mi v nekem času blagostanja v trgovini ne opazimo. Ko gremo v trgovino, kupimo. Niti ne opazimo, ali je naše, ali je tuje, ali je uvoženo. Mi pretežni del hrane, več kot polovico hrane uvozimo. Kaj pomeni zaprtje meje? In zato je to zelo pomembno, da se o tem pogovarjamo danes tukaj s cenjenimi sogovorniki, ker mi bomo tisti, ki bomo v primeru zaprtja meje, v primeru, Bog ne daje vojne, ko se bodo šole zaprle, ko se bodo zaprli vrtci, se bodo zaprli javni zavodi, v teh primerih bomo mogli mi prek teh sistemov zagotavljati hrano, da ljudje ne bodo lačni. Mi prek sklada kmetijskih zemljišč, ki ima v lasti 9% kmetijskih površin v Sloveniji. Mi bomo mogli zagotavljati, mislim, tako daleč bomo prišli, da bomo se pogovarjali, ali bomo napadeni maja, ko imamo še zeleno pšenico, ali bomo septembra, ko bomo ravno poželi. Mislim, tako trhu je lahko sistem, ki se ga v nekem času blagostanja ne zavedamo. In zato želimo vsi skupaj poudariti ta pomen. Saj zavedamo se gospodarskega razvoja, zavedamo se potreb, zavedamo se vsega in tudi ne moramo zdaj ročne potegniti pa reči, tih hektarjev kmetijskega zemljišča več ne damo in od tu naprej se bomo zdaj pogovarjali samo o njivskih površinah in pridelavi pšenice. Treba pa je iti v zavedanje to, da kmetijska zemljišča niso zelena banka, iz katere bo vsak vzel 2, 3, 5, 20 hektarjev in bo gor nekaj postavil. Moramo se začeti zavedati tega, da kmetijska zemljišča, predelava, skladiščenje, blagovne rezerve in ostala skladišča, pogodbe in vse to so pa eden, mogoče danes še niti ne tako zelo prepoznano kot kritična infrastruktura, ampak so eden izmed temeljev tega, da bo sistem deloval tudi v slabih časih in iz tega vidika moramo delovati vsi skupaj kot celota, kot mi kot resor sami kmetijske zemljišče ne bomo mogli zaščititi. Lahko jih pa vsi skupaj na načinu zaveščanja tega, ko bomo določene stvari umeščali v prostor, ko se bomo odločali, ali bomo speljali obvoznico mačkam bolj po gozdu, mačkam bolj po kmetijskih zemljiščih, oziroma ali sploh kakšne take stvari potrebujemo, takrat se moramo zavedati, kaj pomeni 1 hektar, kaj pomeni to. 1 hektar recimo pomeni slabih 6 ton pšenice v povprečju. 6 ton pšenice krat 0,75, kolikor je približno izplena, se pravi, dobimo, slabih 5 ton moke. Gospodinje, veste, koliko iz tega kruha naredimo. To pomeni 1 hektar. In 1 hektar pomeni 4 tone sena. To pomeni, v povprečju toliko in toliko kilogramov mesa prirasta na leto. To pomeni 1 hektar. In to pomeni toliko štručk kruha za šole, vrtce, UKC, vojsko. In v tem smislu moramo mogoče majčkeno začeti drugače gledati na to in dati pomen tudi tem zadevam. In zato je fino, da se o tem pogovarjamo, ker tudi mi sami mogoče se ne zavedamo pomena našega resorja, ki je včasih politično izredno šibek. Tega se pač zavedamo, ampak v praksi je pa to osnova. Ko gre kaj narobe, se vsi vrnemo par korakov nazaj in v času covida se je to po teh naših analizah, ki smo jih delali, zelo dobro videlo, ko se je začela proizvodnja hrane marsikje tam, kjer se do sedaj ni. In v teh 2-3 letih, ko je bila ta zdravstvena kriza, se je prekopalo, preoralo, dvignila, neka domača samooskrba za nekaj 10%. In to je tisto, ko se začnemo potem zavedati, kaj imamo doma. Tako da dajmo to prepoznati. To je bil naš osnovni namen tega sporočila današnjega.
Hvala lepa. Gospod Šavnik, že uvodoma ste omenili kot določene izzive različne situacije, ki vplivajo na preskrbo z energenti, od zapiranja meja, pretočnosti transporta in tako naprej, kar bi zagotovo lahko prizadelo vaše neprekinjeno delovanje. Torej, kako pa vi ocenjujete, spremljate te izzive, ta tveganja, ki bi lahko ogrozile delovanje? Kje bi začel? Mi tveganja ocenjujemo periodično. Malo pa mogoče bolj teoretično. Tveganja ocenjujemo periodično in če se pogledamo sami sebe, večina organizacij, ki ocenjuje tveganja neprekinjenosti poslovanja, bom rekel, že skozi vsa leta do covida so rekli, to se ne more zgoditi enkrat na 50 let, ker so se vsi nekje nanašali na špansko gripo iz 18., 20., kaj je bilo 1918 in leta v prejšnjem stoletju, v prejšnjem tisočletju. Pa vemo, da nas je kar nekaj doletel, pa vprašanje, koliko smo bili pripravljeni, eni bolj, eni manj. Jaz sicer izhajam iz bančništva, nedavno sem zamenjal službo in v bančništvu smo se tudi takrat veliko ukvarjali z neprekinjenostjo delovanja plačilnega prometa. Vse vemo, nič, kar se tukaj dogaja v končni fazi, vsi rabimo plačo, da preživimo. In tudi Petrol ima svojo funkcijo v tem kontekstu, se pravi preskrba oziroma oskrba z skladiščenjem in pa oskrba goriva. To sta nekje, oskrba z gorivom. To sta nekje ta dva ključna momenta po domače povedano. In seveda mi moramo ocenjevati tveganja za celo transportno pot do same prodaje. In moramo se zavedati, da tveganja, ki so recimo na enem koncu države, okoljska in tudi druga, niso povsem enaka, kot so na drugem koncu države. In temu primerno mi tudi pristopamo, da se pogledamo sami sebe, kakšna so neka okoljska tveganja, kako pogosto se nam lahko zgodijo. Seveda epidemija, ko udari po celi regiji, pandemijo smo imeli, ne. Medtem, ko če pride do potresa, ni isto, da se potres zgodi v Ljubljani, ki vemo, na kakšnem območju je kot na Štajerskem. Sabotaža, če se nam bo zgodila, se nam bo, upam, zgodila samo na enem koncu, ne na 5 koncih hkrati. Tako da mi tveganje uresničitve nekega scenarija temu primerno vrednotimo in tudi se obratno vprašamo potem seveda, kakšna je posledica, ali je lokalna, ali je regionalna, ali je celo regijska, ne. In temu primerno se potem tudi probamo organizirati in obravnavati vse te procese. Vedno se je pa treba zavedati, to je bilo danes že večkrat poudarjeno, v bistvu nismo sami, kaj je rekel dobro ali pa slabo, ne. Vedno nam lahko nekdo pomaga, po drugi strani smo pa vedno odvisni od tega, da nam nekdo pomaga. Petrol, če omenim direktno pač mojo družbo, mojega delodajalca, sam ne more v bistvu narediti nič. Če nima elektrike, kaj bo naredil? Lambrov ne bomo nosili naokoli, ne. Po končni fazi bi jih mogli tudi kupiti, se pravi, rabimo trgovca. Mi tudi ne moramo delati brez telekomunikacij. Vemo, da danes je vse praktično digitalizirano, se pravi, če hočemo en gumbek nekje pritisniti, da bo nekaj teklo, zadaj so seveda neki merilni sistemi, so zadaj konkretne aplikacije, ki so podprte strani IT-ja in seveda, kot sem rekel, najprej elektrika, potem mora biti telekomunikacija, mora biti aplikacijska oprema, da ne govorimo o samem temu ustroju mehanske opreme, po katerem teče gorivo, ne. Tako da, in to gorivo treba nekam pripeljati, iz točke A v točko B. To lahko narediš na različne načine, bodi si po cesti, bodi si po železnici, lahko bi tudi po vodi, čeprav Slovenija vemo, kako je s plovnostjo rek bolj slabo, ampak temu primerno tudi ta tveganja mi ocenjujemo. Vemo, da so neka ozka grla v državi in iščemo alternative, če se na tem ozkem grlu nekaj zgodi, ker lahko se zgodi ne samo v vojni, to se lahko zgodi vsak dan. In temu primerno se potem tudi obnašamo. Hvala. Hvala lepa. Docent dr. Jug, že uvodoma ste nekako nakazali, na kakšen način ste vi ocenili tveganje oziroma izziv, ki vam ga predstavlja redundančna infrastruktura in tudi nakazali rešitev v tej smeri. Kako pa v Univerzitetnem kliničnem centru prepoznavate ali se soočate s tistimi nekimi medsektorskimi tveganji, tistimi, ki prihajajo od zunaj, od tveganja, s katerimi se soočajo drugi subjekti, od katerih ste pa vi odvisni, recimo pri zagotavljanju prehrane ali kakšnih drugih storitev? Tukaj moram priznati, da smo deloma prepuščeni sami sebi. Moram povedati, da se od nas, pa ne samo od nas, tudi od UKC Maribor, zaradi te, bi rekel, res posebne vloge, ki jo imamo, pričakuje veliko
vendar financiranje tega pa v načinu financiranja, ki ga mi imamo, ni predvideno. Namreč verjetno sploh ljudje ne razumejo, da bolnišnice nismo financirane iz proračuna. Mi smo financirani za storitve, ki jih opravimo. Mi prodajamo svoje storitve zavarovalnici. In prav ta najbolj kompleksna centra, ki izvajata najbolj kompleksne storitve, sta žrtev tega, da bolj je kompleksen pacient, večjo izgubo na tem pacientu ustvarjamo, seveda. To se zdaj v zadnjem času veliko o tem že začelo in prav je tako govoriti, da se veliko resursov usmerja v nepotrebne celo storitve ali zelo enostavne storitve, kjer se ustvarja dobiček. S tem se slabi te glavne centre. V strukturi cene, ki pa jo ima zavarovalnica, seveda ni predvidenih redundančnih kapacitet, ni predvidenih zagotavljanja, da bo Petrol 52.000 litrov na dan potrebuje samo centralna stavba, UKC Ljubljana nam to dostavljal. S tem imamo seveda pomoč nekako nudi obramba, ki pa ima tudi že svoje obremenitve. Od nas pa se nekako pričakuje, da bomo to zagotavljali. Torej, tukaj moram reči, da če iskreno povem, z vsem trudom, ki ga vlagamo na način, kako delujemo, in to pomeni, da zdravimo vsakega bolnika v najhujši bolezni do konca, je na načinom financiranja, ki ga imamo, tudi če vse slabe prakse izločimo, je težko uravnoteženo poslovati, kajti medicina je vedno bolj zahtevna, ljudje vedno bolj bolani. Zato je treba začeti razmišljati o pravilnem usmerjanju resursov v medicini. Resursi so omejeni, to govorim ne samo kadrovskih in infrastrukturnih, ampak tudi finančnih. To pa se seveda možno šele takrat, ko ljudje, mi sami, ljudstvo spoznamo, kaj res potrebujemo. In tukaj moramo delati, da se zavemo, da imamo strukture, kot je vojska, kot sta pomembne bolnišnice, ki jih je treba ne samo grajati in nekako postavljati v temno luč, ampak se zavedati, da so to res pomembne ustanove in je treba tudi včasih pomagati. Tako da, kar se tiče same oskrbe, vsakodnevnega preživetja, imamo neke pogodbe, ki nam zagotavljajo, ampak seveda po prekinjenosti potem pričakujemo tudi veliko sodelovanje obrambnega sistema. Kar se pa tiče infrastrukture, pa moram povedati, da smo na zelo težki položaju, da se zavemo, o čem govorimo. UKC Ljubljana opravi približno 100.000 hospitalizacij na leto in približno 1 milijon ambulantnih in diagnostičnih storitev. Torej, to je neverjeten proces, ki pa se v večjem delu opravlja v zelo centralnem delu stavbe. Torej, če tako recimo iz teh obrambnih razumevanj, če sprožimo nek incident nekje in potem vsi tej pridejo tja v ta točka in je ta točka naslednja tarča, bomo imeli zelo, zelo hude težave. In mi smo imeli v Ljubljani včasih vojaško bolnišnico, seveda ta, bi rekel, percepcija idealne države pod Alpami, ki jo nič ne more prizadeti, je to nekako pozabila. In zdaj te nove tveganja, nove analize so pokazale, da nujno potrebujemo nek redundančen center. Kot odlična opcija se je pokazala opcija, ki ste jo zdaj predstavili. To je nova zgradba ob bolnišnici Petra Držaja, ki bi bil dejansko kirurška bolnišnica s 4 operacijskimi dvoranami, celotno diagnostično opravo, ki bi tudi bila bolj samovzdržna, torej ne bi potrebovala z novimi agregati, ne pa 50 let starimi, kakor UKC Ljubljana in podobno. In ta bi res lahko zagotavljala po eni strani rezervno mesto, kamor bi lahko izvajali najbolj zahtevne storitve za prebivalstvo, istočasno pa taka bolnišnica seveda služi in je vojaška bolnišnica in opravlja vse te dejavnosti, ki jih zdaj zaenkrat, moram te povedati, kolikor je meni znano, Slovenska vojska premore samo v premičnih bolnišnicah, to je role 1, 2, ampak v to strokovnega vidika so možnosti delovanja takšne bolnišnice zelo omejene. Mi to govorimo tam o damage control mehanizmu, torej o omejevanju škode. Omejevanje škode pa se konča. Omejevanje škode se konča v nekaj urah po oskrbi. Takrat je potrebno resne procese, tega pa se v takih, bi rekel, montažnih bolnišnicah ne da izvajati.
Tako da res upam, da bo država, torej mi, ne, ljudje, uporabniki, razumeli, kako pomemben projekt je to za celotno državo. Hvala lepa. Gospod Pavlin, Ministrstvo za obrambo ima pri ocenjevanju tveganj nekako krovno vlogo oziroma se tega poslužuje, k temu pristopa tudi celovito k prepoznavanju tveganj. Kakšen je pristop ministrstva na tem področju? Seveda ocenjevanje tveganj ali pa izdelave raznih ocen ogroženosti ali pa mora biti še kakšen drug pristop, ki ga imamo tukaj, nam vedno pokažejo določena tveganja. Pri nas samih v obrambnem resorju znotraj Ministrstva za obrambo oziroma njegovih inštitucij, procesov in nalog in hkrati ponavadi celo res večja tveganja izven našega sistema, namreč mi le 24/7 delamo samo v namenu obrambe, pri drugih je pa še mnogo drugih namenov. Pa kljub temu se probamo s temi tveganji soočati. In sicer kot prvo poskušamo res redno sodelovati z vsemi obrambnimi načrtovalci, torej in ministrstvimi in uradi in Banko Slovenije z gospodarskimi družbami posebnega pomena za obrambo, kamor sodijo vse inštitucije, katere spoštovani kolegi so danes tukaj z nami, in poskušamo zanavljati te sisteme in na nek način izgrajevati njihovo in naše celovito neprekinjenost delovanja. Ključno je, da v družbi dosežemo razumevanje, da je dvonamenska uporabnost pri državah, še posebno v državah, ki so majhne v primerjavi z nekimi velikimi evropskimi državami ali pa svetovnimi, za nas, ki imamo 2 milijona prebivalcev, da je dvonamenska uporaba eden od zelo pomembnih ključev. In tako se Ministrstvo za obrambo tudi odziva. Vi dobro veste, da Ministrstvo za obrambo seveda ima Urad Republike Slovenije za zaščito in reševanje in civilno zaščito in še vrsto drugih inštitucij, ki venomer pomagajo v naravnih nesrečah. Da imamo tukaj Slovensko vojsko, ki je bila vedno prva in ključna, ki je bila na kraju, ki je upravljala večinoma damage controla oziroma zahtevnega stanja v izrednih razmerah, tudi vezane na okoljske težave, ki smo jih imeli. Torej, zelo pomembno je, v miru, takrat, ko je vse najlepše, takrat, ko se nič ne zgodi, takrat moramo izgrajevati, takrat moramo imeti te debate, ki jih imamo danes, takrat moramo postavljati konkretne cilje in oblikovati konkretne akcijske načrte, ki jih je seveda treba finančno ovrednotiti. In mi se zavedamo, da ta naš, bom rekel, na ministrstvu ali pa mora biti še bolj v direktoratu, ta velik vlak, ki ga poskušamo potiskati v zadnjem letu, dveh v izgradnji civilne obrambe, je zagotovo usmerjen v izgradnjo odpornosti in s tem ključno želimo zagotoviti neprekinjenost in ta odpornost mora biti marsikje oziroma kjer je le možna dvonamenska, torej da lahko služi ali pa celo večnamenska, da lahko služi svojemu prvotnemu namenu, da hkrati pa lahko služi torej delovanju in odzivanju v izrednih razmerah ali pa v vojni, tako kot ta, jaz sem prepričan, da zelo dober primer, torej
bolnišnice za izredno stanje, ali pa me boste popravila točno, kako smo zdaj to poimenovali, v katerem bo res lahko v tem trenutku klinični center, pa zagotovo je še kje drugje po Sloveniji potrebno razmišljati o kakšnih rešitvah, ampak ker bo lahko klinični center imel svoje dodatne zmogljivosti, hkrati bo pa s tem Ministrstvo za Slovensko vojsko in za zavezniške sile, kar je tukaj zelo potrebno izpostaviti, torej za zavezniške sile izgradilo tisto, kar je na nek način tudi zahteva. Torej, mi moramo poskrbeti za podporo državo gostiteljice in na tem področju ima zavezništvo zelo jasne zahteve, ker se zelo dobro zaveda teh potreb in moramo seveda tukaj tudi zagotoviti Slovenski vojski oziroma ministrstvu, da bo te cilje lahko izpolnilo. Hvala. Izvolite, dopolnite. Če smem samo. Tukaj mi ne govorimo o nekem fiktivnem scenariju. Mi že danes sprejemamo ljudi, tako pač iz fronte, kakorkoli pomagamo zaveznikom in te potrebujejo izjemno kompleksne oskrbe, ponavadi ljudje, sicer ne številno veliko, ampak vsak tak nam zasede kapacitete, ki so sicer namenjene civilnemu prebivalstvu. To je zelo pomembno, še posebej z vidika, ker vse te bolnike, poškodovance, vojake ali pa tudi civiliste, ki prihajajo z teh območij, zahtevajo posebne razmere, izolacijske sobe in tako naprej, kar je izjemno omejeno število v Republiki Sloveniji, govorim, ne samo v UKC Ljubljana, tako da že zdaj v tem trenutku bi mi potrebovali takšno bolnišnico. V času poslabšenih razmer pa absolutno. Postavljajo se vprašanja, kdo bo pa tam delal? Kdo bo delal? Mi bomo delali. Mi bomo delali. Če bo razmere hujše, bomo pa še bolj delali. Tako pač je v življenju. Pač delaš, kolikor moraš. In bomo tudi to skrbeli. Ker mora se zavedati javnost, da tudi zdravnik, ta proces, mora biti stalno vpet v delovni proces. Vi ne morete imeti zdravnika na rezervi v omari in ga odkleniti čez 3 leta, ko ga potrebujete. On mora izvajati operativne posege vsak dan, da jih bo lahko tudi takrat. Takrat bo mogoče malo drugačne. Torej, mi ne moremo zdaj se nekako pričakovati, da bomo na zalogo izdelovali zdravnike, če jih bomo nekoč rabili. Mi jih zdaj moramo imeti. Mislim, da so zelo dobri in koraki narejeni s tem, da se sprejema nek nov plačni sistem. Upam, da bo s tem mogoče zadržati ljudi v javnem sektorju. Še pred tem, pa če se navežem na prejšnji odgovor, je, da se končno ljudje zavejo, da smo javni zavodi, javne inštitucije tu za ljudi. In mi nismo tu zato, da ustvarjamo dobičke, ki se zginejo nekje preko morja, ampak vse, kar se v nas vloži, se vrne v ljudi. In tu je po mojem prvo spoznanje. Hvala. Je doktor Juk razlagal o teh kadrovskih resursih, za katere vsi zelo dobro poznamo njihovo realnost. Jaz lahko rečem, da v zadnjem času imamo na Ministrstvu za obrambo po teh kadrovskih kazalcih zelo dobre rezultate in v zadnjem obdobju tudi uspešno pridobivamo kadre iz specifičnih področij, tako da nameravamo tudi v prihodnje tudi sočasno z izgradnjo te zmogljivosti zdravstvene se resno vključiti v pripravo kadra, ki ga bomo imeli tudi, torej ga bo imela Slovenska vojska in bo seveda ravno tako dvonamensko uporabo, ne bojo fantje pa dekleta, ki bojo sam čakali na vojno, ampak bojo v vsem ostalem času tudi sodelovali pri vseh aktivnostih, ki jih bo imelo Ministrstvo za zdravje oziroma UKC Ljubljana v tem primeru. Hvala. Najlepša hvala. Za
konec, preden se podamo k vprašanjem publiki, bi na vas naslovila še kratko vprašanje, in sicer vezano na vaša prizadevanja v prihodnje. Namreč izčrpno ste predstavili vaša prizadevanja na področju civilne obrambe in odpornosti. Katere so pa tiste naloge, funkcije ali pa področja, ki jim nameravate v prihodnosti posvetiti še posebno pozornost? Zdaj? Spet. Vsaki čista težava. Kako mi vidimo to zadevo naprej? V smislu, najboljša vaja je tista vaja, ki jo uporabljaš vsak dan. In mi naše videnje, našega resorja vidimo v tem, da zelo sodelujemo z javnimi zavodi, zelo sodelujemo v tej prehranski verigi in oskrbi javnih zavodov, od bolnišnic, šol, domov za starejše in tako naprej. In če bomo v tem primeru mi razvili to verigo, ki bo delovala v času ugodja, jo bomo znali nadgraditi v času kriznih razmer. To pa pomeni, da moramo mi zagotavljati to verigo od pridelave hrane do končnega, v tem primeru ne potrošnika, ampak porabnika, in to so javni zavodi. In če bomo mi znali v mirnem času ali pa v času nekega normalnega stanja, kot se ga vsi danes ne zavedamo, kakšno udobje in ugodje imamo, bomo znali te sisteme nadgraditi, ker bodo že vpeljani. Če bomo pa imeli teorijo, kako pa bo nekaj štartalo, ko bo nekaj šlo, bo imelo veliko porodnih težav. In zato moramo v tem času danes začeti te verige graditi, tako kot delate v zdravstvu, v obrambi, s kadri, s vlaganjem v infrastrukturo, tako kot se to dela v energiji, z raznimi vajami, z zagotavljanjem 24/7 in tako naprej. Tako moramo tudi mi začeti, bom rekel, te verige graditi, zato da če bo kdaj treba, upamo, da čim manjkrat, da bomo takrat pripravljeni in da bomo znali po potrebi, ne vem, preko šolskih kuhanj, preko takih stvari deliti hrano vsem prebivalcem, ki jo bojo takrat potrebovali. To je pa odgovornost nas vseh, še posebej pa našega resorja. Hvala. Hvala lepa, gospod Primožič. Gospod Šavnik, katere so tiste prioritete, ključne naloge, ki jim boste v prihodnje posvečali največ pozornosti? Ja, definitivno se moramo mi tudi obrniti vase, da bomo ustrezno naše ljudi ozaveščali. Mislim, da smo danes, saj jaz sem dobil kar nekaj iztočnic, kako bomo pomembnost te vloge, ki jo ima Petrol, lahko tudi interno poudarili, da bodo ljudje to ponotranili. Ker drugače gledamo samo sebe, pa te naše poslovne procese, se mogoče ne zavedamo dovolj, kako široko odgovornost imamo tudi do ostalih deležnikov. Se pravi, Petrol je definitivno družbeno ozaveščena firma. Delamo vse v dobro drugih, seveda, pa ne me narobe razumeti, tudi za dobiček. Ne? Ampak vemo, da pač smo tukaj tudi za ljudi in predvsem za ljudi. In vsekakor bomo mogli biti zelo natančni pri opredeljevanju bolj kritičnih deležnikov, ki podpirajo naše procese, se z njimi ustrezno usklajevati, da bodo tudi oni vedeli, kaj mi od njih pričakujemo, na drugi strani pa tudi identificirati kritične prejemnike naših storitev, kot ste vi lepo omenili, tudi traktor rabi gorivo, ne? Pa tudi vi rabite gorivo in podobno, tako da če bomo to matriko nekako vzpostavili v prihodnem času in se z deležniki tudi skozi vaje, se pravi, da ne bodo vaje samo interno usmerjene, ampak bomo deležnike privabili k vajam, pa rekli, naslednje leto bomo pa skupaj naredili neko vajo, pa ni treba, da je vse slovenska, ki se vemo, kako organizira zdaj v kratkem, ampak da bomo se tudi na nivo nekih vaj več organizacij med sabo povezali, pa nekaj skupaj naredili, bomo tudi iz tega naslova bolj pripravljeni, ko bomo rekli, evo, telefoni nam pa danes ne delajo, kako se bomo pa pogovarjali, pa dajmo imeti vajo, ko telefoni ne delajo. Pač to je en scenarij. Ne? V tem smislu bomo sigurno, če se pravi zaveščanje, ponotranjanje te vloge in pa seveda komunikacija in vključevanje deležnikov. Hvala lepa. Docent dr. Jug, izpostavili ste že določene prednostne naloge in prioritete, ki jih nameravate uresničiti, bi izpostavili mogoče še kakšno? No, čisto tehnično verjetno je en velik izziv za vse varnost, predvsem IT infrastrukture. To je nekaj, kar lahko zelo hromi zdravstveni sistem. Drugače pa je kritično, da zadržimo javni zdravstveni sistem, ki je operabilen, ki je sposoben se odzivati, da se kot družba zavemo, da pretvorba zdravstva v tržno medicino pomeni
čeprav je ustvarjanje dobička seveda vse v redu, ampak vse v svojih mejah, da to lahko pomeni kritično slabitev javnega zdravstva in brez javnega zdravstva ni nobenih garancij, da bo odpornost bila zadostna. Hvala. Najlepša hvala. Gospod Pavlin, v katero področje, katere naloge bo Ministrstvo za obrambo usmerjalo funkcije, da bo oziroma svoje napore, da bomo še naprej lahko zagotavljali vse naloge, funkcije in cilje civilne obrambe tudi v prihodnje? Zagotovo je teh področij zelo veliko, ampak naj kljub temu nekatere izpostavim. Zagotovo ni danes začetek, ampak mogoče danes malo bolj transparentno govorimo o civilni obrambi, kar je nujno potrebno, namreč mi moramo skozi to vsebino res priti skoraj da na vsa vrata in narediti implementacijo vseh teh različnih izzivov, ki jih imamo, zaradi tega, da bomo civilno obrambo izgrajevali čim bolj kompleksno in celovito. Ampak hkrati se moramo zavedati, da je nujno potrebno to, kar počnemo na Ministrstvu za obrambo, da se zelo resno soočimo z hibridnimi grožnjami. Torej, to so grožnje, ki so pod pragom zaznavanja. To so majhne stvari, ki lahko na koncu rezultirajo v neko hudo posledico. To je, bom rekel, lahko eno kmetijsko zemljišče, ki smo ga nekomu prodali, pa nam danes iz tega zemljišča dela veliko škodo. To je lahko ena cisterna, ki pušča, to je lahko neka dezinformacija, ali pa to so lahko taki in drugačni pritiski v kateremkoli resorju. Torej, hibridne grožnje je treba celovito nasloviti in se z njimi soočati. In to počnemo pri nas na Ministrstvu za obrambo. Hkrati pa ključno pri upravljanju vsakega kompleksnega stanja je imeti stično točko, kjer je celovita situacijska slika, in zato pri nas nadgrajujemo Nacionalni center za krizno upravljanje in ga poskušamo, bomo rekli, tako v tehničnih domenah kot tudi v kadrovskih in implementacijskih zgodbah povezati z komunikacijsko-informacijskim omrežjem, z vsemi deležniki, ki so bistvenega pomena za državo, in mogoče bi izpostavil tukaj te tri ključne zadeve na Ministrstvu za obrambo. Zagotovo pa ne smemo pozabiti, da je v prihodnosti zelo pomembno sledenje tehnološkemu razvoju. Če ne bomo sledili tehnološkemu razvoju, če ne bomo vlagali sredstva in zadrževali v Sloveniji najbolj kvalitetne kadre, če ne bomo skupaj, torej država, gospodarstvo in tej kadrovski resursi, jih združili in jih usmerjali k največjim in jih dajali zraven k največjim tehnološkim razvojem, potem bomo zaostali. In že sama ta nesledenje tehnološkemu razvoju lahko za nas pomeni veliko tveganje. Zaradi tega tudi pri nas na obrambi zelo intenzivno poskušamo slediti in imamo oblikovane delovne skupine na področju vesolja, delovno skupino na področju geografske podpore in pa umetne inteligence, in vse te stvari se mi zdijo zelo pomembne, da lahko sledimo trendom in tveganj in hkrati zgrajujemo odpornost. Hvala lepa. Spoštovani gostje, hvala lepa za vaša izčrpna in vsebinsko zanimiva pojasnila. Vsekakor ste v današnji razpravi prispevali izredno pomembna izhodišča za nadaljne delo vseh nas. Da pa ne bi kakšno vprašanje ostalo neodgovorjeno, predajam besedo še publiki, da na vas naslovi kakšno vprašanje ali pa morebiti doda kakšen komentar k današnji razpravi. Izvolite.
Elvira Koširjeva, nekoč zaposlena v direktoratu. Glede na izvajanje izvajalcev v letu 1991 se sprašujem, ali se je zadosti razmišljalo tudi o prometni pretočnosti do in za bolnišnico Petra Držaja. Vemo, kakšne so dogajanja danes na prometni infrastrukturi. Če potrebujemo nekaj novega, zakaj ne bi pridobili nekaj dobrega in novega in pridobili kader? Hvala. Verjetno je vprašanje naslovljeno na dr. Juga, mogoče lahko doda kaj zraven tudi generalni direktor Pavlin. Ja, seveda ta lokacija iz tega, če bi gledali cestnega prometa, ne bi bila idealna, gotovo bi bila kakšna druga lokacija bolj idealna. Ampak ko ta lokacija predvideva tudi heliport, torej transport po zraku, tistih urgentnih zadevah, in predvsem je ta prostor že namembnost zdravstvena, torej omogoča hitro izvedbo, istočasno navezovanje na že obstoječ objekt in zaradi tega eno komplementarnost teh objektov in ni, če bi zidali objekt, ki je nevezan na vse te sinergije, ki jih povezuje, bi verjetno bilo bolj dostopno, če bi ga zidali izven obvoznice, če to sprašujete. Po drugi strani, ko pa gledamo te sinergije, to povezovanje z UKC Ljubljana, migracijo kadra iz UKC Ljubljana do bolnišnice in nazaj in ostale stvari, se pa zdi ta lokacija najbolj idealna in tudi najhitrejše možno dosegljiv rezultat. To je tudi zelo pomembno, namreč tako kot lahko sledite v zdravstvu, se stvari zelo počasi dogajajo, 15 let govorimo, kako bomo gradili, potem se 5 let ugotavljamo, katero zemljišče je ustrežno, potem ugotovimo, da je eno je, pa se odločimo za drugo, potem podpišemo eno pogodbo, pa ugotovimo, da v bistvu želimo nekaj tretjega. Tako da mi resurse rabimo danes, ne čez 20 let in to je zato zagotovo najboljša lokacija. Hvala. Sicer bi zagotovo katero od kolegov iz Slovenske vojske lahko namesto mene odgovoril še drug aspekt, torej iz stališča Ministrstva za obrambo, je pa treba vzpostaviti, da Slovenska vojska pa zagotovo ima tudi svoje različne zdravstvene zmogljivosti tudi na nižjih nivojih. Torej ne bo zdaj to edina zdravstvena vojaška zmogljivost, ampak so te lokalne oziroma zdravstvene zmogljivosti pri taktičnih enotah in pri operativnih enotah se izgrajujejo in so operativne, tako da je to potem na koncu za nas torej naslednja oziroma tretja faza in iz tega zornega kota je seveda tudi za nas ta lokacija seveda primerna. Ja, če še dodam, torej komplementarnost z UKC-jem je pomembna v tem konkretnem primeru tudi v trenutku civilne rabe, ampak tudi necivilne rabe, kajti kadra ni toliko, da bi lahko bil dedicated samo, mogoče nekoč bo. V tem trenutku je tak, da je treba računati na to, da bo 2 dni tu, 3 ure tam, potem pa 2 uri sem in z tega vidika se zdi ta trenutek, ta odločitev ustrezna. Hvala. Hvala lepa. Še kakšno vprašanje mogoče? Hvala. Roman Masten iz Uprave za obrambo Kranj. Hvala za zanimive informacije. Bi pa se tudi navezal na prvo okroglo mizo. Tam smo videli, da je bila civilna obramba izgrajena do lokalnega nivoja. Danes pa se pogovarjamo tukaj, preko spet poslušamo to, kako se izgrajuje na strateški ravni. Zdaj me pa zanima, leta 1991 sem na Brnik dobil poklic, dobil sem prevoz, dobil sem prehrano, dobil sem namestitev. In če bi se situacija ponovila, me zanima, s katerimi mehanizmi ali kako bi mi
isto oskrbo zagotovili danes? Hvala. Hvala lepa. Gospod Pavlin, boste vi podali odgovor? Ja, to je ena velika realnost, ki je gospod izpostavil in se tega zelo dobro zavedamo. In to stanje trenutno izhaja iz normativnih aktov, ki nekako operacionalizirajo tisto, kar piše v zakonu o obrambi in uredbi o obrambnem načrtovanju. Ampak, kot veste, ravno v naslednjem mesecu poteka ena večja kompleksna aktivnost v državi, ki bo govorila in naslavljala odpornost, med drugim torej tudi tovrstne aktivnosti in zagotovo bo eden izmed rezultatov te aktivnosti, te vaje, ta, da bomo ponovno nazaj vzpostavili v lokalnih skupnostih segmente civilne obrambe, ki bojo zagotavljali to, kar ste izpostavili. Bo pa tukaj potreben sem še premislek zdaj v kakšnem nivoju oziroma na kakšnih nivojih lokalnih skupnosti. Namreč zagotovo občina Ljubljana, Maribor, Celje in še nekatere druge občine bodo bistveno lažje to izvedle, kot pa občine, ki imajo 50 prebivalcev. Tako da tukaj še iščemo čisto pravo rešitev, ampak računamo, da bo v prihodnje uredba o obrambnem načrtovanju se spremenila, da bo integriran spet ponovno nazaj, torej segment lokalnih skupnosti in njihovih nalog, prednostnih nalog znotraj obrambnega načrtovanja, kjer bojo te naloge zorganizirane in potem implementirane. Nagibamo pa se v to smer, da bi v državi mestne občine bile nosilke tega in da bi na nivoju uprav za obrambo, ki so primerljive z upravami civilne policije, potekala tista koordinacija, ki je bila omenjena v prejšnji okrogli mizi in tam bi bile tiste operativne točke in neposredna povezanost in za prevoze, in za hrano, in za saniteto, in za gorivo in dobesedno ali bo tisti krompir prišel iz te kmetije ali pa iz one kmetije in kdo ga bo olupil in kdo bo na koncu pripravil obrok za ljudi. Tako da v naslednjem koraku so to zagotovo naši cilji, zavedamo se tega manjka in ga nameravamo zelo kratko odpraviti. Še kakšno vprašanje mogoče? Izvolite. Hvala lepa, Srečko Zajec, Ministrstvo za obrambo. Jaz se zahvaljujem mojim nekdanjim sodelavcem za izvrstno pripravljeni obe okrogli mizi. Imam pa samo eno vprašanje, pravzaprav, ki se mi ves čas pojavlja. Ali ni pravzaprav še ena velika potreba, strateško komuniciranje? Strateško komuniciranje tega, kaj odpornost danes pomeni. Vsi sodelujoči ste lepo povedali, vsak se svoje področje, vendar to mora vedeti vsakdo v Republiki Sloveniji, ko bomo govorili o drugačnih avtocestah, ko bomo govorili o posodobitvi železnic, ko bomo govorili o nuklearni elektrarni. Torej, element odpornosti mora biti pravzaprav bistven element vsakega javnega pogovora, kaj pa bomo storili in zakaj. Hvala, samo to. Izvolite. Res je. Res je. In to je res tudi že vrsto let. Tega smo se zelo zavedali ob pripravi tega letošnjega dogodka in dneva civilne obrambe, ki smo ga namenili ne samo današnjemu dnevu, ampak smo ga namenili torej različnim projektom, ki nastajajo po celotni državi. Ob nastajanju tega projekta smo vsa ministrstva in vse obrambne načrtovalce pozvali k organizaciji svojega dogodka na področju
na področju obrambe. Jaz zdaj žal nimam sabo tukaj tega nabora, ampak vsa ministrstva so pripravila preko 30 dogodkov o odpornosti. Med njimi so dogodki, ki so namenjeni torej preprečevanju mladostniškega nasilja, varnosti na internetu, prehranske varnosti, kar organizira Ministrstvo za kmetijstvo, torej vrsto aktivnosti po vseh različnih področjih in mi bomo na koncu izdali zbornik in o tem ves čas komunicirali. Hkrati smo imeli zelo pomembno, smo šli res zelo na široko in tudi v oddaji Dobro jutro smo imeli predstavitev moje spoštovane kolegice Anice Ferlin in smo poskušali res nagovoriti še popolnoma drugo publiko o civilni obrambi. Hkrati mislim pa, da je bilo, torej imeli smo novinarsko konferenco v tej smeri in poskušali smo torej z kar nekaj aktivnostmi, pa še danes še kar nekaj komuniciranja z mediji, tako da naredili smo, bom rekel, prvi korak, ki bi bil morebiti lahko še bolj obsežen, no, ampak za prvič, da ne bo preveč na silo. Jaz mislim, da smo se nekako poskušali v tej domeni kar potruditi in smo izdelali torej komunikacijski načrt, ki ga je v sodelovanju z UKOM-om pripravljalo Ministrstvo za obrambo in z vsemi ostalimi ministrstvi, tako da smo tudi tukaj naredili en del tega. Hvala lepa. Tako je, vseh vsebin žal danes ne moremo nasloviti, je pa temu namenjen Dan civilne obrambe v prihodnjem letu, za katerega upamo, da bo tudi tako zelo dobro obiskan. Vsekakor bi se vam, spoštovani gostje, rada zahvalila za vaš prispevek na današnji okrogli mizi. Vi ste namreč tisti, ki s svojim delom in tudi vaše organizacije, v katerih delujete, in tudi vi, spoštovana publika, ste tisti, ki ste ali pa še vedno prispevate k zagotavljanju civilne obrambe in k krepitvi odpornosti naše države in družbe. Nenazadnje pa se moramo, kot je bilo večkrat že izpostavljeno danes, zavedati, da je pomembna vloga tudi posameznika, zato bomo usmerjali aktivnosti tudi v tej smeri, kot je bilo povedano v odgovoru na zadnje vprašanje. Torej, najlepša hvala vsem za pozornost in želim vam prijeten dan civilne obrambe.